Dober dan oziroma lep dober večer verjetno. Z današnjim dogodkom se premikamo morda prvič oziroma drugič na tem sejmu iz Ljubljane ven proti jugu na Primorsko. Zelo sem vesela, da imam pri sebi goste, ki prihajajo z celega obalnega pasa, s Trsta, s Kopra, z Nove Gorice, in sem tudi vesela, da jih imam vse skupaj na kupu prvič, ko javno govorimo o tej knjigi, ki je imela že velik uspeh in veliko bralcev in veliko komentarjev. Gre za knjigo Katje Hrovat-Virlože, ki je tukaj z nami, V tišini spomina. Naslov današnjega večera, današnjega pogovora je pa Ko tišina spregovori. Naj vam predstavim ostale goste, najprej seveda Katjo Hrovat-Virlože, avtorico knjige, izredno profesorico, antropologinjo, etnologinjo, izredno profesorico na Primorski univerzi in raziskovalko. Ob njej na tej strani Aleksej Kalc, zgodovinar, redni profesor na isti Primorski univerzi. Veliko se ukvarja z migracijami in vem, da od vsega začetka zelo podpiral raziskavo Katje Hrovat in mu je bila zanimiva. In zanimivo, kako je bil ta odnos med zgodovinarjem in antropologinjo, etnografinjo. Na desni od Katje je je Stefano Luza, novinar, tudi zgodovinar, glavni urednik italijanskega novinarskega programa Radia Koper, in pa Ervin Hladnik-Mihrčič, tudi novinar, kolumnist, pisatelj, oseba, ki je tudi nekako sledila dogajanju okrog te knjige, okrog te zgodbe. Jaz bi rada začela z enim prvim krogom vprašanj, in sicer s koncem, oziroma zakaj je vas ta knjiga nagovorila, kako bi vi to knjigo, to zgodbo opisali danes. In bi vprašala najprej, da pove nekaj o tem Stefano Luza. No, jaz mislim, da ta knjiga je zelo zanimiva, predvsem za slovensko publiko, ker odkrije neko plat naše zgodovine, ki ni splošno znana, in to je zgodovina naših obmorskih mest in njeno povojno dogajanje, ki je bilo predvsem kompleksno. Če se danes sprašujemo, zakaj ta del Slovenije nima še enega svojega imena, zakaj se utepamo okrog južne Primorske, slovenske obale, slovenske Istre in tako naprej, ta knjiga nam da veliko odgovorov. Nam pove, kako se je ta prostor spremenil, kaj je ta prostor doživel, in nam pove, kakšne travme v bistvu je ta prostor doživel, in nam pove tudi, da nekako nacionalizmi delajo vedno po istem vzoru povsod. Ta knjiga govori o italijanskih skupnostih v tistih krajih, o ljudi, ki so ostali in ki nekako so morali nekako skriti svoj spomin, ker ta spomin ni bil ni bil splošen kolektivni spomin, in bi tisto, kar se mi zdi zelo pomembno, je, da je ta knjiga šla v založnico tržaškega tiska, torej da je slovenska manjšina v Italiji oziroma založnik, en od pomembnih založnikov slovenske manjšine v Italiji, razumel smisel te knjige in tudi hotel to knjigo izdati v knjižni obliki, in to se mi zdi zelo pomembno za naš prostor in tudi zelo pomembno, ker jaz mislim, da že dalj časa so manjšine v našem prostoru razumeli, da je v bistvu najboljša garancija za njihov obstoj sodelovanje, in to je, mislim, ta knjiga je mogoče, ne glede na to, kar bojo pravili politiki in to, kar mislijo politiki, jaz mislim, da ta knjiga je ena od največjih oblik teh sodelovanj, in tako, recimo jaz kot pripadnik, to bo bilo všeč Ervinu, ki me vedno spravi v to vlogo manjšinca, no, jaz mislim, da tako, in zdaj se postavim tudi jaz v vlogi manjšinca, tako da se mi zdi, da tudi mi se moramo vam zahvaliti in zahvaliti Katji za to knjigo.
Ja, v resnici sem hotela začeti še malo provokatorno, mislim, da je provokatorno vse, kar je nekako v zvezi s to knjigo. Tudi vi ste kot osebnosti precej provokatorne. Ervin Hladnik, jaz sem hotela začeti s tem, da je ta zgodba in mi ni prišla ta prava beseda v slovenščini, ona storja skomoda. In skomoda v slovenščini mi nekako bi rekla neprijetna, bi lahko rekli skomoda. In zakaj je skomoda za naš prostor, oziroma tudi za slovenski, skomoda za vse. Skomoda je, bomo potem povedali, ne, pri nas v zamejstvu, bomo povedali zakaj med Slovenci v Italiji, ampak nekako ta tišina je ostala tišina v Sloveniji veliko časa. Zakaj, kako? Dobro, mogoče dobro reči dve besedi, o čem knjiga govori. Ne? Knjiga govori o tem, kako se je približno 300 000 italijansko govorečih prebivalcev Dalmacije, Istre, Kopra, Izola in Pirana do leta 1956 demokratično, ne da bi kdorkoli v to silo, odločila, da hops, oni bojo pa šli živeti v Italijo. O tem knjiga govori in govori o tistih, ki so ostali na tej strani. Ne? Zdaj, jaz sem to knjigo čital avtobiografsko, ne? Ker me je vedno zabavalo, da je 300 000 italijansko govorečih prebivalcev tega območja šlo iz Jugoslavije v Italijo. Družina moje mame, ki jih je bilo 10, so pa šli po obratno pot, so šli pa iz Stare Gorice v Novo Gorico, zato ker je ona rekla, da ne bo več živela pod Italijo. Ne? In sem to bral kot svojo zgodbo. Ne? In jaz od vedno, skratno sem se vpraševal, zakaj mi govorimo dva jezika, govorimo slovensko in italijansko. Ne? In zato, ne? Ker smo na križišču dveh velikih migracij, ne, ki so bile politično definirane s koncem druge svetovne vojne. In jaz ne vem, koliko recimo tle na Ljubljanskem je sploh prisotno to, da Koper, Izola in Piran so bila italijanska mesta. Ne. Zdaj mene, mislim, Stefano bo to všeč, ker mene vedno fascinira, ko grem na kavo z njim na Titov trg v Kopru, ne, in vedno mi pade, ko pogledam to prelepo beneško arhitekturo, prvo, kar mi pade na pamet, je to, da tega trga ni zgradil Tito. Ne. In tam, ko bi rekel, ni videti slovanske roke. Ne. Medtem ko je videti v Križu, ne, v Barkovljah, v Krminu, tam odkudar moja familija prihaja. Ne. In me je to križanje, te zgodbe, tega, kdo je šel, kdo je ostal, ne? Kdo od naših je ostal v Italiji, ne? Kdo od njihovih je ostal tukaj in kako se potem srečamo. Ne? Zdaj, odkje izhaja nelagodje? Ne? Nelagodje izhaja zato, ker imajo vsi slabo vest, jaz mislim, ob tej zgodbi, ne? Ker je zelo težko je priznati, če si zgodovino razumel kot zgodovino svoje žrtve, ne? Bolj težko priznaš nekomu drugemu, da je žrtev. Ni enostavno tako to narediti. Ne? Po drugi strani pa, če si jo doživel kot zmagovalec, ne, je težko priznati to, da je bil drugi v nekem trenutku zmagovalec, da so te vloge zamenljive. Ne? Mislim, da če rečeš, zakaj je neudobno o tem govoriti, zakaj je to prva knjiga, kot v nekem človeškem jeziku to govori, ne da bi zdaj opravičevala, kaj se je zgodilo prej, zato da je zelo možno več pogleda, kaj se je zgodilo. Ne? Jaz mislim, da zato, ker pač ne vem, odkje gospe Hrovat virlože, ne, ta ideja, da ona ni za nič kriva, ne, v tej zgodbi, ampak piše pač tako. Ne? Mislim, da je prva, ki je to uspelo. Ja, sem hotela ravno vprašati avtorico, zakaj že spet oseba od zunaj, ki nima nobenega opravka, recimo osebno s tem delom zgodbe, ne, zakaj se tega loti. Meni se zdi to dobra ideja, zato ker, kakor se mi zdi dobra ideja, tudi da smo to izdali mi, ne, na drugi strani, tako da se še malček postavimo pod vprašaj. Ja, je zanimivo, mislim, to je ne, trigger in impuls, ne, zakaj si se ti kot pač ta tvoj odnos do teh ljudi, ki niso del tvoje zgodbe, nekako, ali pa so. So, mislim, sicer sem Kraševka, ampak kot Kraševka redno hodim v Koper.
in so del moje zgodbe, če vidim, da predvsem Piranu, Kopru, Izoli, da tam nekaj manjka. Ne? Zaradi tega sem se te knjige lotila, ker sem se v nekem trenutku zavedla, da nekaj ni v redu, kako mi razumemo to zgodovino teh mest. Da tako, kot so me učili, da je Istra slovenska, ne, da se ni nič zgodilo, da ja, neki Italijani so šli, ampak če pogledamo, 300 000 ljudi je odšlo. Ne, to je tako tektonska sprememba, in v bistvu se v Sloveniji obnašamo, kot da se ni nič zgodilo, kot da je vse kontinuiran potek časa in ja, pač so šli, je bil fašizem in so šli. Ne? Tako da to je bil ta razlog, da sem začela pa čuti se, predvsem v Piranu, Koper, mogoče mu je univerza Kopru dala zdaj eno dušo, ampak Piran je, mislim, da je Piran najbolj čutil posledice tega, ker še danes je eno tako izgubljeno mesto, ki je s tem, da je 90% prebivalcev njegovih odšlo, mislim, da je se še danes vidi, da je izgubil dušo z njihovim odhodom. No. Tako da to so te teme, zaradi česar sem se lotila. Je pa zanimivo si povedala, kako se nihče s tem, še eno vprašanje imam zate, nihče se s tem ni ukvarjal, po drugi strani pa govorimo o tišini, ti, ki so bili pa glavni protagonisti te zgodbe, so ves ta čas molčali, ne? Ti si se s tem srečevala ves čas, v tem je tudi bil velik problem. Ne samo molčanje tistih, ki so bili zunaj na eni strani, ampak tudi tisti, ki so bili protagonisti te zgodbe. Ja, tišina je naslov knjige zaradi tega, ker vlada ena vseprisotna tišina, ne samo pri stroki, pri zgodovinarjih, ker po pravici povedano se na slovenski strani nihče zares tega ni lotil, z izjemo ene knjige pred leti. Problem je pa to, da je ta tišina tako močno vtisnjena v ljudi, da v resnici na koncu sem bolj kot o besedah mogla razmišljati, zakaj tolikšna tišina, zakaj še 70 let po tem dogodku, po Eksodusu, zakaj ljudje nočejo govoriti o tem. Približno 80%, predvsem Italijanov, s katerimi sem želela govoriti, so me zavrnili in niti med sabo ne o tem govorijo. Tudi Slovenci ne radi o tem govorijo, predvsem na tistih delih, ko je treba priznati, da čisto demokratično, kot mislimo, da so odhajali te ljudje, vendarle ni bilo, no? Ker te Slovenci, ki so pa prišli v Istro, so pa doživeli in videli okoliščine, ki ne kažejo, da je bilo vse tako prostovoljno, kot nas zgodovina uči. No? Aleksej Kalc, meni je zanimivo, kakšen je pogled zgodovinarja na delo, ki ga dela antropolog oziroma etnolog, na kakšen način se ti dve stroki zdaj povezujeta in sodelujeta. Ampak tudi kako gledaš na to temo, tudi ne samo kot zgodovinar, ki se ukvarja veliko z migracijami, ampak tudi kot Slovenc na uni strani meje, nam hodijo ežuli na živce, oprostite, so nam pokvarili kup in pol stvari, so naselili se po naših vaseh, so dobivali službo, smo imeli za službo prednost pred nami, torej imamo celo vrsto tudi za mir, recimo, ne, z naše strani, ne, in še vedno to se je pokazalo tudi, da nismo povsod tega premostili. Torej, kot prvo bi se navezal na tvoje prvo vprašanje, Kati. In sicer porašala si, kako to, čeprav nisi del te zgodbe, te ta zgodba zanimala. In v tem vprašanju vidim ključ za branje ne samo zgodovinopisja dosedanjega, ne bom rekel vsega, ampak pretežnega, ene in druge strani in tudi naše skupnosti, nas samih, bodi si slovenske strani
hrvaške ali pa jugoslovanske, če govorimo za nazaj, in italijanske, na to zgodbo. Ne? Vsak je gledal samo na to, kar je smatral za svoje. Zgodovinar, seveda, tudi zgodovinarja to zanima, ampak zgodovinar naj bi gledal na celoto, ne glede to, čemur se čuti blizu in, kako bi rekel, se s tem poistoveti, ampak tudi, ker gre za cilj zgodovinarja je razumevanje, osvetljevanje, razlaganje. In razlaganje, če gleda samo eno stran ali pa če gleda sa drugo stran, je vedno samo parcialno. Torej, nekega splošnega, absolutnega razlaganja ni, ne? Ampak recimo, če še to zreduciramo tako, da vnaprej določimo naš, recimo, v enem prostoru, ki je tako mešan, ker je toliko komponent, ki tudi niso tako jasno med sabo ločene, kot če bi bili eni jabolka in drugi hruške, ampak gre za zelo kompleksne kulturne, družbene, politične, zgodovinske procese, ki so nas oblikovali in nas še vedno oblikujejo. Torej, če hočemo zares razumeti, moramo pogledati celoto in upoštevati obe strani. In moramo tudi to, ne smemo gledati samo z vidika enih perspektiv, kot je politična zgodovina, vojaška zgodovina, narodno-osvobodilna zgodovina, antifašizem in zlasti z neke visoke perspektive, ampak to, kar je Katja naredila svojo knjigo in tudi mnogi zgodovinarji, treba povedati, se oprijemajo te perspektive, je skušati pogledati na zadevo, na stvari skozi eno humanocentrično, skozi nek humanocentrični vidik. Je že res, da lahko in kot je za ta del, za to zgodovino bilo natančno preučeno z obeh strani in tudi mednarodno zgodovinopisje je temu posvetilo veliko pozornosti, recimo mejnemu vprašanju, teritorijalnemu vprašanju, fašizmu, antifašizmu, NOB-ju, fojbam in vsemu temu, kar se je zgodilo, povojni razmejitvi in tako naprej, manjšinskemu vprašanju. Ampak pogled skozi male ljudi, ki so vsak po svoje v bistvu doživljali te stvari, nam pomaga pravzaprav izostriti te velike procese. Ne? Torej, gledati, kaj se dogaja z malimi, kaj se dogaja z posamezniki, osebami, ne pomeni spregledati velikih zgodovinskih dogajanj in tudi ne postavljati pod vprašaj določenih tez ali pa tudi protiv tez, ampak je samo en prispevek k temu, da lahko bolje izčistimo in globlje razumemo in dopolnimo to zgodovinsko sliko z tisto barvitostjo, ki je lastna realnosti in ne pa nekemu, recimo, vedno in, kako bi rekel, po sili razmer odmaknemo in oddaljenemu pogledu v preteklost, ki je ni mogoče rekonstruirati do konca, ampak torej dajo tej sliki tisto globino, ki je dostikrat pomanjkljiva in v tem primeru je še vedno zelo pomanjkljiva. Zdaj me zanima v tem, kaj bi rekel Ervin Hladnik Mihalčič v tem trenutku, ko se pogovarjamo o tišini, o spominu, o različnih vidikih, o različnih načinih dojemanja neke zgodbe in o šumih, o šumu. Recimo en zunanji šum, ki mene osebno, ne vem, če se bom zjokala, ne, ampak po mojem spada zraven, zaradi tega, ker je kot nek šum, ko hočeš nekaj razčleniti, ko hočeš nekaj razumeti, ko hočeš en problem poglobiti, ker to je težek. Še vedno eno vprašanje, ki je težko, je še vedno nekako odprto. Ja, ma veš kaj, to je odvisno od tega, od kje pogledaš na to zgodbo, ne? Zdaj, jaz nimam nobenega talenta, da bi sebe in svet okrog sebe razumel kot žrtev, ne? In se mi tudi zdi, da to področje meje, ko gre, 20 kilometrov na eno pa 20 kilometrov na drugo stran, ne? Ob vseh fojbah, partizanskih spomenikih, talcih, žrt, karkoli hočeš, ne?
se meni zdi eno najbolj inspirativnih in tudi dosti tipičnih krajev na svetu. Iz te zgodbe, ki sem jih slišal doma, na obeh straneh meje, sem jih potem poslušal v Jeruzalemu, na meji med Severnim in Južnim Sudanom, med Iranom in Pakistanom, v Kabulu, vedno imaš kaj pravzaprav. Nismo mi edinstveni in edini in najbolj zanimivi. Ne, ampak imamo, zato ker mi razumemo oba jezika, nam je to privlačno. Ma kaj je tam privlačnega? Jaz mislim, da to, kar bega, tisti šum, o katerem ti govoriš, ni tak, zdaj otrokom pravljice pripoveduje, pa nam lomi škatle tukaj, ampak je to, da je to področje medsebojne penetracije. A veš, jaz se spomnim moje none. Moja nona je tam, je rojena v Avstriji, pa je prišla pod Mussolinija 20 let in pa je rekla dost, gremo v Jugoslavijo. In je govorila nemško, italijansko, slovensko, pa še kaj najbrž. In bolj jaz, ko sem bil majhen, pa se rekel, ma kaj smo mi, a smo Slovenci? In je rekla, mi smo zavedni Slovenci, a veš, gor so Slovenci, mi smo zavedni, smo dali 20 let fašizma skozi in smo ostali Slovenci, oni 4 leta in se pritožujejo, ni, ampak kar je meni tam privlačno, je zdaj veš, medsebojna penetracija ima veliko konotacij, in v eni se tudi otroci rodijo. In kar je meni lepo tukaj, boš rekel, ok, Italijani fašisti, Slovenci pač odvisno, ščavi, komunisti, klen narod, karkoli hočeš. V resnici je tako, da greš v Trst, pa srečaš enega fašistona, ta pravga, ki ti bo rekel, ja, nona je govorila slovensko. Pol srečaš Kraševca, pravega italijanskega nacionalista, ki ti reče, tam imamo eno teto, na Krasu, na uni strani, ma ne govorimo z njo. Skratka, tle, kar je meni privlačno, jaz sem hotel film posnet o naših krajih, rečemo od Savudrije do Breginja, in bi dal noter, namesto ljudem bi dal igrati psom. In psom, ki iščejo enega čistokrvnega, da jih bo vodil. Ampak je težko, zato ker ni čistokrvnih. Ne vsi imajo en rep od enega uha, od drugega in nos od tretjega. In jaz tako tudi sebe vidim. Meni to vprašanje, ki se ti postavlja, kaj si in zato, da si se premaknil. Pol ugotoviš, da ni etnična ta dominanta, da ni niti jezikovna, ampak da je to seštevek nekih odločitev, o katerih je neskončno težko pisati. Jaz vem, zase prvi, ob katerem sem jaz naletel na drugačen pristop, je bil Milan Rakovec, ki je napisal Rivaj druži, ki je roman v nečem, kar si je Rakovec zmislil kot stranski jezik in je njegova privatna iznajdba, in je avtobiografski o tem, kako sta on in njegova mama prišla s tam nekih hribov dol, v Pulo, v Pazino, v reko, in se naselila v prazni hiši. In ta prizor ljudi, ki pridejo v neko mesto in je 3/4 hiš praznih, in jim dajo ključ in rečete, to se tle se zdaj naselite, seveda moraš pozabiti, kdo je tam živel. Ampak to je del pripovedi o naših krajih, kjer, jaz mislim, nobena zgodba ni taka, da jih lahko rečeš, ja, te so taki, te so drugačni. Ok, lahko greš v identiteto in definiraš zadevo zelo strogo, ampak prav daleč ne prideš vedno do istega sporočila. Če sprejmeš to, se pravi, da je to rezultat medsebojne penetracije kulturne, gospodarske, vojaške, ljubezenske, karkoli, se ti stvar postavi v eno luč, ki je atraktivna meni. Ob vseh krivicah, ampak tudi to, kar niso
krivice. Ne? Veš, če greš zdaj v Maxi Market, zdaj, ko bo Božič, ne, ti bojo prodajali tle gubano, ne, pa paneton, ne, in tako kot, to je naše, ne, tako kot je polenta naša, ne, ampak mene, in je, to je naše, misivno, in ne mi reči, da pašta je italijanska, je naša, ne, vedno bila. Če greš pa v Trst, to je mene kot podoba, mi ne gre z glave, sem šel je imela Lega od Salvinija, je imela neko veselje, neko veselico na obali in že Lega so trdi nacionalisti, mislim, nimajo oni smisla za kulturne te sofisticiranosti. Ne? In so imeli, slogan je bil Italija Italijano. Ne? Okay, ne? Ampak pol, veš, ker je to Italija, ne? Ker so Italijani, pol imajo menzo, ne? In so imeli jedilnik. Ne? In na prvem mestu so bili čevapčiči, ne? Na drugem pa tate in teča, ki je pražen krompir. Ne? In greš tako po vrsti in vidiš, da polovica, jota triestina, ne? Veš, no, ne? Vidiš, da polovico jedi je stvar kulturne apropriacije. Ne? Ampak tako, kot če greš na drugo stran, te bojo kot domačo slovensko jed ponudili polento z golažem, ne? In šnjoke in doma narejene rezance. Ne? Tle ni čistih zgodb. Ne? In kar se meni zdi, da je prej sem napačno ime rekel, ne? Ni Horvat, je Hrobat, ne? Veš, to je teritorijalno določeno. Ne? Veš, te majhne razlike so važne. Ne? Te ljudje, ki ima zmeraj dva priimka, ne veš, kaj z njimi počnejo, ne? Zvenijo kot napoved vojne. Se mi zdi, da kar ti to da v knjigi, ne? To ti ne reši nič, to ti samo zakomplicira življenje. Ne? Ti da en dodaten register, ne? Ki te tako prijetno zbega v tem svetem prepričanju, da imaš jasno identiteto in idejo o svetu. Ne? Zato je knjiga dragocena. Ne? Ti nariše svet tak, ki je, ne? Nekaj, kar moraš sam razšraufati, če hočeš ga razumeti. Ne, govoriš, kakor da je vse tako samo po sebi umevno, ampak jaz nekako čutim pri sebi, da je vedno zelo fascinantno se pogovarjati o identiteti. Ne bi končali nikoli, lahko začnemo zdaj in bomo govorili do pojutrišnjem, vsak ima svoje zgodbe in vsak ima en kup, ne, in družinske in nedružinske in svoje osebne. In recimo sem razmišljala zdaj, ko sem poslušala, ne, ti večkrat pišeš članke o Sloveniji, o našem prostoru v italijanščini za italijansko publiko, ne, tudi na Osservatorio dei Balcani, na tem spletnem časopisu. Katere zgodbe? Kako zbiraš, kako pišeš o Slovencih, o Sloveniji, Italijanom? Mislim, to je zelo fascinantno, ne? Ker če pišeš o Sloveniji za Slovence, so stvari jasne, ne? Če pa pišeš o nečem, nekomu drugemu, ki o tem nič ne ve, pa moraš vse razložiti, ne? In včasih razložiti vse je težje, kot pa nekako imeti predpostavka, da že vejo, o čem pišeš, ne? Tako da je to kar zanimiva, mislim, kar zanimiva praktika, tako da, ja, in tudi je zanimivo nekako pripovedovati svet, ki ga na drugi strani premalo poznajo, ne? Včasih, ko jaz govorim v Italiji o Sloveniji, imam občutek, da je to ko v pravljicah bratov Grimms, ko se spravlja v gozd, ne? Da je ta svet od Trsta naprej nekako neznan, ne? Premalo znan. Ko pa se o Italiji govori o Sloveniji, pa jaz imam občutek, da tudi tle je nek velik problem, ker nekako za Slovence se Italija konča na Tržiču. In tako da nimajo prave predstave o Italiji, imajo neko predstavo, ki se končuje nekako na ta naša obmejne zdrahe, na fašizem, antifašizem, obmejni fašizem, obmejni antifašizem. In ne vejo, da obstaja neka druga Italija, ki se začne od Tržiča naprej, ki pa s temi zadevami nima velikega
Mislim, s temi zadevami se sploh ne ukvarja. Ne? Tako da je zanimivo, kako je Italija in še posebno Trst, Gorica, Tržič, mislim, ti kraji so v osredju slovenskega razmišljanja, tudi nacionalnega, in kako je Slovenija nekako na obrobju. Ne? Zanimivo, sem zadnjič poslušal neko radijsko oddajo, govorilo se je o, se ne spomnim česa, in je napovedovalec govoril in rekel, ja, pač Hrvaška meji, ja, govorilo se je o teranu ali pa o pršutu, o aceto balsamiku, ta balsamični kis, ki tudi ga Slovenija hoče registrirati in Hrvaška, in napovedovalec pravi, ja, sej, Hrvaška meji z Italijo, Slovenija pa je dlje, ne, Slovenija pa ne. To je predstava, ki jo recimo iz Milana lahko imajo do teh krajev. Ne. Tako da je zanimivo. Ne. Ampak je zanimivo tako nekako razumeti, kako vsak ima neko izkrivljeno predstavo od drugih. Ne. Mi mislimo, da mi iz slovenske perspektive mislimo, da se ukvarjamo z Italijo, v resnici se ukvarjamo s Trstom in z Gorico, ne pa z Italijo. Ne, Italija je bolj kompleksna zadeva kot samo Trst in Gorica, in v Italiji pa v Sloveniji nimajo kaj dosti idej, ne, o tem, kaj je in kaj ni. Ne. Drugače pa ta naša identiteta mešana, pa, ki jo je Ervin omenil, je pa absolutno zanimiva. Ne. Zdaj, jaz pa ti bi se lahko pogovarjali, kdo je večji Slovenc in kdo je večji Italijan, ne, ker jaz sem odraščal v Sloveniji, ti si odraščala v Italiji, zdaj, kdo ima v sebi več italijanske kulture ali pa več slovenske kulture, ne, tle bi lahko odprli veliko razpravo, ne. Meni je zelo zanimivo, misva še, ker po mojem, za naslednji pogovor. Jaz sem jedel čingum in čokolado, ki jo ti nisi jedla, ne, in ki je stvar moje identitete, in ti si jedla čokolade in čingume, ki jih jaz nisem jedel, ker tle jih nisem mogel kupiti, ne, tako da tudi to je, mislim, sicer zgleda banalno, ampak ni tako banalno, ne. Tako da recimo, veš, tudi ta kulinarična identiteta, o katerem je govoril Ervin, je zelo pomembna. Zdaj bi se lahko, če gledamo tako kulinarično, sigurno Tržačani so bolj navezani so bolj podobni Slovencem kot Italijanom, ne? So bolj del tega srednjeevropskega sveta, če gledamo jedilnik, ne? In to je tudi, mislim, del identitete. Čeprav Tržačan ti ne bo to priznal, ne? Ali pa saj določen del ne. Se navežem na vse, navežem se na kulinariko, na identiteto, predvsem pa na stereotipe. Ti si vsega tega veliko imaš, in identiteto. Vsega tega imaš veliko v tvoji knjigi in zaradi tega je tudi tako zelo fascinantna, zato ker imamo zgodbe, 53 pričevalcev, ki so ti govorili prav o tem, ne? Kaj bi rada izpostavila od tega? Kako bi se navezala? Zdaj, ko govorimo o identiteti, meni ves čas berem ta izsek iz knjige Fulvija Tomica, Boljše življenje. In meni je ta izsek eden najbolj izpovednih o tem, kako močno hibridni in nedoločljivi smo vsi skupaj. No? In bom kar prebrala, bom s tem to odgovorila. Torej, bili smo v vojni, še zmeraj smo bili v pravi vojni in to samo zaradi večnega vprašanja, ali smo Italijani, ali Hrvati, ali Slovenci, pa čeprav v resnici nismo bili nič drugega kot mešanci. Mislim, da Fulvio Tomica zelo dobro prikaže te kompleksne identitete, ki, ja, jim rečemo hibridne, ampak že če rečeš hibridne, pomeni, da je hibridnost mešano točno določenih identitet, ampak teh čistih identitet v resnici ni, sploh na ob mejah, kot je sploh italijansko-slovenska meja. Mene prav, lahko rečem, prizadelo, v bistvu sem bila ganjena, ko sem spraševala te ljudi, kaj pravzaprav so, in noben ni vedel. Mislim, se spomnim
enega slovenskega izstrana, ki je rekel, ja, rojen sem bil, tako kot je Ervin rekel, rojen sem bil v Avstriji, potem sem živel v Italiji, sem bil Italijan, pol sem bil v Sloveniji, sem postal Slovenc, so rekli, da sem Slovenc, so me poslali v slovensko šolo, prej sem bil v italijanski šoli, ne, tako da to je, kot bi rekel Fulvio, ja, smo vsi ena mešanica in kar sem hotela reči, je, da me je zelo ganilo to stalno te nacionalizmi in stalno postavljanje mej in vsakih 50 let druga država, ne, in v bistvu vsakič so se te bogi ljudje ob meji morali znova opredeliti, kaj so, ne, zato, da so lažje preživeli tudi, ne, ker konec koncev, če si bil v času fašizma Slovenc, ti je bilo veliko težje, ne, torej marsikdo je rajši bil Italijan zato, da ni izgubil službo. In potem po vojni je bilo pa obratno, ne, ko sem spraševala te Italijane, ali so svoje otroke potem vpisali v slovensko šolo ali italijansko, in marsikdo je svoje otroke iz italijanske družine vpisal v slovensko šolo, zato da jim bi bilo lažje preživeti, ne. Tako da v bistvu, ko govorimo o teh ljudeh ob meji, na vsaki strani, na vseh straneh meje, ne po drugi, je ganljivo videti, kako se morajo vedno znova prilagajati nekim nacionalnim ideologijam, ki so v resnici tako daleč od njihovega življenja, no. Tako, to bom pripomnila. V bistvu, Aleks, bi se kar navezal na ta pogovor, oziroma mene ves čas tudi zanimivo, kako vidimo kar naenkrat, dojamemo, da so nekatere zgodbe zrcalne z našimi, ne, zato ker to, kar se je dogajalo nam prej, se je Italijanom na drugi strani dogajalo potem, ampak še vedno nismo sposobni teh stvari nekako usporejati, še vedno iščemo ta pravo zgodovino. Prej ste se pogovarjali o tem, da zgodovina, če obstaja objektivna zgodovina, če ne obstaja, mi smo se učili, da če piše v zgodovinski knjigi, pomeni, da je res, torej moramo verjeti, če pišejo novinarji, nismo 100%, ampak ko pišejo zgodovinarji, pa ja. Kaj bi rekel na to? Jaz bi se navezal na to, kar je zdaj govorila Katja in kar si ti tudi izpostavila, recimo iz svoje izkušnje osebne, recimo. Ne, jaz živim v Trstu, sem tako imenovani zamejec, ne, v Italiji. Recimo, jaz se mislim, časi se spreminjajo in zgodovina nekako valovi, ne. Tako da je odvisno, v kakšni situaciji, v kakšnih okoliščinah se človek znajde. Seveda, ko gre za ko se dogaja nek konflikt, ne, je ta konflikt tako izrazit, ne, je jasno, da pride do polarizacije in da hočeš nočeš te raznolikosti, ki so v vseh nas, preidejo v nek drugi plan oziroma se poskrijejo, se mimetizirajo, če porabim to italijansko besedo. Recimo, v 70-ih letih, ko sem jaz se vozil s Katinarje, ker živim z predmestja v šolo, v mesto, jaz se spominjam, da vsako jutro sem šel na avtobus, nas je bilo 10 noter, med temi nekaj, recimo polovico je bilo ženic, ki so nosile na trg svoje pridelke, no, in dokler se nismo začeli spuščati proti mestu, je bil pogovorni jezik v avtobusu slovenski, ne. V trenutku, ko smo se začeli spuščati v mesto, so te ženice začeli med sabo govoriti po trieštinsko. Potem, dostikrat se mi je zgodilo, da ko sem se peljal domov, recimo iz Svetega Ivana na Katinaro, ko sem se peljal od Svetega Ivana do mesta, v šestici, v devetici, ni bilo nobenega problema, ker večino smo bili vedno vsi slovenski dijaki in dijakinje in torej slovenščina je bilo recimo skoraj da prevladujoča v avtobusu. Ampak ko sem prestopil na drugi avtobus za dom, včasih je prišel tudi kak moj sošolc z mano in dostikrat se je to zgodilo, ko sva mi govorila slovensko ali se sam pozdravlja po slovensko, se je pol avtobusa začelo ozirati, kdo so zdaj to, ne.
Torej, hočem reči, jaz v svojem življenju nisem nikoli bil nenapaden, ne užaljen zaradi svojega slovenskega jezika, oziroma ker se imam kot takega in se ne skrivam in kot mnogi drugi, večina bi rekel. Ne. Ampak to je tudi zelo slab občutek, ko ti recimo se v nekem avtobusu ali v nekem delu mesta, zaradi tega, ker govoriš, ker si od tam od nekdaj, enakopravno bom rekel, ne, da se drugim zdi čudno, da se sliši ta jezik. Ne. Dobre, danes tega ni več, ne. In vsaj jaz nisem tega doživel, ko se vozim z avtobusom, recimo čutim pa zadrego trieštinov, tudi Italijanov, zaradi tega, ker danes prevladujoč, vsaj v mojem avtobusu, prevladujoč jezik ni ne slovenski, niti tržaški, ampak je, ne vem, 5, 6, 10 drugih jezikov, zaradi tega, ker je toliko recimo novih priseljencev od vse povsod, da je postalo to nekako bolj sprejemljivo, ali pa stanje je tako, dejstva so taka, da se danes nihče več ne zgraža, ampak jaz sem prepričal, ker nekoliko poznam zgodovino, da zgodovina ni linearna. Mi živimo v prepričanju, da s časom napredujemo, ne? Ampak ni tako, ne? In se ne bi čudil, če bi spet stopili kak korak nazaj in da bi spet koga motlo, recimo, ne? Na naši strani slišati slovensko. Kot je to motlo dolgo časa, recimo vsaj od srede 19. stoletja naprej. No in seveda to, o tem je tudi Katja govorila, to stalno prilagajanje eni oblasti, drugi oblasti, eni državi, eni nacionalni kulturi, drugi nacionalni kulturi, tudi eni ideologiji in drugi ideologiji, je nekaj, kar je za ta prostor zelo, kako bi rekel, kar je zelo zaznamovalo ta prostor v 19. stoletju, v 20. stoletju, ampak bi rad poučrtal tudi to, kar je tudi Ervin prej govoril, ne, da ko razmišljajo z vidika žrtve oziroma z vidika poražencev ali pa z vidika bolečine, ki jo vsak izmed nas čuti, če smo užaljeni, ne, če se čutimo užaljeni, torej mislimo, da smo edini na svetu, ne. Ampak recimo, če primerjajo ta pojav tudi Istre, Istranov, Ezulov ali optantov, da jih imenujemo kot hočemo, ne. Poglejte, v istem času je v vzhodni Evropi na ta način bilo se premaknilo, ne, 10 milijonov Nemcev, ne, in ne samo Nemcev, torej cela vrsta drugih narodov, narodnosti in temu pojavu sledimo na veliko že pred Prvo svetovno vojno, vse od balkanskih vojn dalje sledimo po Prvi svetovni vojni, ne, in potem seveda tudi po Drugi svetovni vojni smo imeli kar veliko oziroma pravzaprav višek teh transferjev in teh migracij ljudi in meja, ne, kar je v bistvu zelo povezano in povezano potem z občutki in z usodami vseh na eni in na drugi strani. Ja, hvala. Hvala še za to pojasnilo in poglobitev. Nimamo več veliko časa, imamo še par minut, ampak jaz sem hotela, pri 45 mislim, da moramo zaključiti. Ta zgodba je zelo zaznamovala, ta, o kateri govoriš, zelo zaznamovala ljudi, ki so živeli na tem teritoriju, ene in druge in tretje, tisti, ki so prihajali, tisti, ki so morali oditi. Tebe je zaznamovala, kadar si to stvar čustveno te je zelo nekako spremenilo, recimo, ne? Nekaj se je pri tebi premaknilo čustvenega. To je zgodba, o kateri si se pogovarjala tudi s psihoterapeuti, tudi na tem nivoju si govorila, na tej ravni in tudi zdaj se tudi to nadaljuje. In je izjemno, bi rada, da mi poveš to na tej novi nekako pobudi, da bi se zbirale še naprej zgodbe. Danes, ko sem se pripravljala na ta naš pogovor, sem prebrala eno zgodbo, ki mi je ne bom pozabila, neverjetna. Ne vem, če jih je več že objavljenih, ampak eno noro sem prebrala od enega Italijana, ki je poslal v italijanščini. Tisto je en literarni biser celo, taka mičkena zgodba, ki prav govori o travmah.
o tem, kako so ljudje bili traumatizirani. Morda bi nekaj o teh zgodbah še in o teh travmah povedala. Oziroma, kako nadaljuje zdaj to, ker ta knjiga ima neko nadaljevanje. Ne samo ne povem, da se prevaja, je že zaključen skoraj prevod v angleščino. Prihaja prva verzija tudi prevoda v italijanščino, kmalu bo tudi v italijanščini, tako da pa še se nadaljuje. V bistvu nehote sem naletela na to vse prisotno tišino in ko sem razmišljala, kaj je pravzaprav tišina, tišina je v resnici odraz travme. Torej je tisto, kar je neizgovorjeno, neubesedljivo, kar ljudje ne zmorejo povedati. Tako da danes je korak naprej, ker v bistvu knjiga govori o travmah, ki doslej niso bile prepoznane kot travme, individualne in kolektivne travme, no? Vseh teh ljudi, ki živijo ob meji. In iz te knjige se rodil projekt Moja zgodba iz tišine, kjer skupaj s 3 psihoterapevtkami spodbujamo ljudi z obeh strani meje, iz Istre, z Krasa, z okolice Trsta, z Tržaškega Krasa, naj nam pišejo svoje individualne zgodbe, ki so posledica nekih kolektivnih, širših zgodovinskih okoliščin. Ampak, tako bom rekla, je težko za ljudi priznati, da je tišina pravzaprav travma, ker ljudje se bojijo soočiti se sami s sabo. Tišina je tista, ki prekriva, če o nečem ne govoriš, se s tem izogneš bolečini. Ko pa moraš začeti govoriti o tem, zadeneš v tisto, kar najbolj boli in temu se ljudje izogibajo, no. In ja, dobivamo zelo lepe zgodbe in ena od teh, verjetno, ki te je tudi ganila, je zgodba otroka, enega Ezula, migranta, ki se je ravno ob ime Titov trg, kako bi rekla, ustavil, no. Mi Primorci smo tako ponosni na to ime, medtem ko zanj, ko ga vidi, je to bolečina, ker to pomeni, torej čaščenje recimo obdobja, ki je prisililo 300 000 ljudi, in ko govorimo o številkah 300 000 ljudi, to je 300 000 posameznikov s svojimi individualnimi zgodbami. In zdaj te travme se prenašajo iz teh migrantov na svoje otroke in na vnuke, vse je neizgovorljivo, vse je v tišini in še danes je v tišini, no, tako da o tem je treba spregovoriti, če hočemo dobiti eno zdravo družbo, kjer bomo znali z empatijo poslušati in razumeti drug drugega. Ne vem, če imam še čas za en krog, verjetno ne, je 16:45. Morda ja, mene zanima od vaju dveh novinarjev tišina, kako odnos do tišine, ko vidva naletita pred tišino, oziroma če je to rešitev ali ni. Tišina? Ja. Ja. Veš kaj? Ma nimamo zdaj še eno uro, nimamo zdaj še eno uro. 2 minuti, lej. Jaz imam to pamet, ne? Da ko je bilo 100 let fašizma, ne, 28. oktobra, bila 100-letnica prevzema, Mussolini šel v Rim in je prevzel oblast. In sem rekel, 100 let fašizma je treba praznovati, kam grem, ne, moram nekaj napisati o tem. In sem šel na Mussolinijev grob v Predapijo. In sem rekel mojemu uredniku, jaz grem v Predapijo, daj mi avto in nekaj denarja. Ne. Predapijo, kaj je to? Sem rekel, ta je Mussolinijev mavzolej. Pa moj urednik je razgledan človek, je rekel, mavzolej mu se daj. Sem rekel, ja, je. Rekel, ok, pejt. No in sem šel na Mussolinijev grob, ne, jasno. In potem sem bil tam, in so bili tam, prav na grobu so bili samo eni 4, te Vinceremo, Menefrego, ne, pol Boja Kimolla, ne, in sem molčal, ne, nisem nič rekel. Pol sem se podpisal, knjigo vtisal tam in potem sem šel v Mussolinijev mavzolej v Forlì, tam jih je bilo pa 50, ne. In
sem hodil okrog in prelep muzej je, ne? In nisem rekel nič in potem me je ena gospa rekla, ma lej, come si chiama, ne, veš, kad se zavohamo, ne, a veš, tako, če greš na partizanski žur v Mozambiku, bojo rekli, ti si naš, ne, pri fašistih pa, ne, kao, od kje si ti, govoriš lepo italijanščino, lepše od mene, ampak od kje si, ne, jaz sem rekel, te ne vprašajo, so vljudni, kako ti je ime, ne, in sem rekel Ervin, rekel, ma che bel nome tedesco, ne, a veš, ko smo zavestniki, in nisem rekel nič, jih je bilo 50, ne. A veš, ti povem, da, kako bom rekel, a veš, to je bil Mussolinijeva uniforma, tukaj je nosil 25. aprila, skratka, vse, kar hočeš, je tam. In sem rekel, mogoče je boljše, če tukaj jaz se držim bolj od zadaj in ne sitnarim prav preveč, ker so bili razpoloženi, ne. In vsaj jaz sem jih tako videl, ne, a veš, no, ampak to je moje izkustvo tišine, ne, a veš, če bi jih bilo 5, ok, ne, celo zmenimo, ne, ampak 50 ne. Isto vprašanje Stefanu Luzi. Veš kaj, jaz pa bi ti še nekaj povedal, tako čisto na kratko, ne. Veš, veliko, še posebno za nas kot manjšinci, ne, spet se postavim v to vlogo, ki je zelo všeč Ervinu, ne. Mi rabimo spravo, ne? Mi rabimo spravo, ker mi, če so narodi spravljeni, imam edina možnost, da se manjšine prosperirajo, ne? In tako da jaz mislim, da pridemo do resnične sprave. Ne smemo gledati na grehe, ki so nam jih drugi storili, oziroma je dobro, da se zavedamo, ne? Ampak najprej je treba priznati grehe, ki smo jih mi drugim storili, ne. In zato jaz mislim, da je ta knjiga za slovenski prostor en od teh mejnikov in da je tle Katja Hrovat Virlože, ki izhaja iz univerze, ki je nastala kot branik slovenstva v Kopru, ne, ki projekt slovenizacije teh krajev se nadaljuje in je proces, ki začel leta 1945, in se ni še dokončno končal, se pa končuje, ker danes Italijanov na obali ni več, ali skoraj ni več. Jaz mislim, da je ta knjiga en mejnik, ne vem, če bo veliko premaknil, ampak mislim, da se je treba tega zavedati in se je treba Katji zahvaliti za to pogumno delo, ki ni naletelo samo na odobravanje, ampak tako mogoče v ozadju in zakulisju tudi v določenem nelagodju. Vem, da ena od predstavitev, ena od očitkov je bilo, ma poslušajte, mi smo Slovenci tako trpeli pod fašizmom, Avstro-Ogrskom in tako naprej. Je toliko trpljenja Slovencev, ma ste lahko našla kakšen drug moment, kakšno drugo temo, zakaj ste se ukvarjali s trpljenjem Italijanom, ne? To pa vam res ni bilo treba, ne? In tako s tem bi tudi zaključil, še enkrat bi se zahvalil Katji. Ja, hvala, najlepša hvala, zdaj zaključim tudi jaz. Najlepša hvala, toliko ste dali še novih idej, takih idej za nove pogovore. Katja, hvala, srečno še v tvojem delu naprej in hvala Ervinu Hladniku Mihačiču, Stefanu Luzi, zgodovinarju, Alekseju Kalcu. Hvala, da ste nam prisluhnili.